ni provokacija. To ni slovenska zastava. To je slovenska zastava, gospa. To je slovenska zastava. Teritorialci so se po to zastavo borili, gospa. Ven je javni prostor. Gospoda, a bi se lahko malo Se giblje sam, tole ne sme. Z gospodom sem že prej govoril. Ja. V izogib kakršnim koli kršitvam javnega reda in miru. Ne bom rekel, da ne smeta biti tukaj. Seveda sta lahko, imata vse pravice, ki pripadajo ljudem na javnem kraju. A mislite, da bo hulo, se vidim že, ja? Ne, mislim, zdaj gledano iz vašega stališča, če bi nekdo od tukaj izbranih ljudi, kateri so prijavili javni izhod in jim bilo dovoljeno, da so tukaj, da izrazijo svoje mnenje, narobe zastopil karkoli in bi prišel sem in vas provociral, lahko to, tudi oni vas lahko kaj sprovocirajo, veste. Sem že bil na takih shodih in sem že marsikaj doživel. To pa verjamem. V izogib raznim globam zaradi kršitev javnega reda in miru, ne zaradi kakršne koli pripadnosti katerikoli politični opciji. Vam svetujem mogoče, da premislite, koliko je smiselno biti tokle blizu njih, a veste. Razumem vaše stališče, ki ste ga prej povedali, ga spoštujem, oni pa pač imajo prijavljen javni izhod, katerem ga je, se pravi, upravna enota odobrila. Upam, da vi veste, kaj hočem povedati, v izogib kakršnim koli težavam. V redu? Svetujete, da gre? Ne, tega ne svetujem. Upam, da ste me poslušali. To je bil dobro... A ste lahko mirno tukaj 15 minut? Seveda, ampak glede na to, kar se je že zdaj zgodilo, to je provokacija, veš. V izogib takim dogodkom lahko ekskaliral kaj hujšega, potem smo pa mi dolžni ukrepati po zakonu o javnem redu in miru, ne glede na politične... Nisem kršil reda javnega mira, zato se me čujem. V redu, v glavnem, jaz sam lahko... Ne, seveda da ne. Ampak v izogib, da ne bi do tega prišlo, ker vidim, da so že neke tenzije. Vse, jaz tudi vidim. Ok.